2 minutki časa za osnovne človekove pravice in potrebe. 2 minutki časa. Ne, res ne. On je mož beseda. Res ne. 2 minutki časa. Res. Gospod predsednik je predstavnike vašega društva že sprejel. Res? Rezultat tega, da se zavzema, da se ta vprašanja, ki jih navajate v pismo, uredijo z zakonom. In da boste prišli, smo izvedeli danes dopolnjen. In ima obveznosti, ki jih je sprejel že zdavnaj prej in seveda ne mora prevzeti tega zakona. Ne mora priti. Zato je mene prišel sem. Za smrada Jora sama čas priti na njegovo smrdi. Prišel sem, da to nalogo odgovorim. Osebna asistenca je osnovna človekova pravica. Gospod predsednik vedno pravi, da se zavzema za človekove pravice. Kljub temu in kljub njegovem političnem delovanju, še preden je postal predsednik, nimamo še zakona o osebni asistenci. Imamo pa en kup zakonov, ki ščitijo močne organizacije. Nimamo pa nobenega zakona, ki bi ščitil posameznike. Tudi predsednik republike. Jaz bi še gospoda Hočevarja opomnil, da naj si prebere pozdravno pismo predsednika republike na spletnih straneh Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije. In tam se dobro vidi, koga je gospod predsednik republike podprl, koga pa ne. Mi ne bomo odnehali, dokler ne bomo to izborili. Piramide se podpirajo. Za pravice organizacij. Ne bori se za položaj, ne bori se za privilegiran položaj nekaterih invalidskih organizacij. Društvo JHD se bori za pravice posameznikov. In mislim, da gospod predsednik kot človek, ki pravi, da se zavzema za človekove pravice, mora v prvi vrsti se zavzeti za pravice posameznikov. Ne pa pisati podporna pisma organizacijam, ki držijo v odvisnosti posameznike na osnovi svoje moči. Jaz mislim, da... Predlagam, da predamo ta zakon gospodu Hočevarju, se opravičujem, in da gremo dalje. Tako kot mnogokrat do sedaj se pristojni ne želijo soočiti z nami, kaj šele, da bi se soočili s problemi, na katere opozarjamo. Predajamo vam zakon in želimo, da delate na implementaciji tega zakona. Kajti zakon kot papir ni nič.